Dobrodošli na slovesnosti ob izgradnji širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Žičah. Še prav posebej pozdrav namenjam Miranu Gorinšku, županu občine Slovenske Konjice. Jožetu Sattlerju, predsedniku krajevne skupnosti Žiče. Borutu Radiju, direktorju družbe GVO d.o.o., podjetju, ki izvaja izgradnjo in upravljanje omrežja. Topel pozdrav pa seveda vsem vam, ki ste se zbrali na današnji slovesnosti. Občina Slovenske Konjice je leta 2012 pričela s projektom gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občine Slovenske Konjice. Že takrat so na občini sklenili, da bodo v prihodnjih letih zagotovili optiko tudi na območjih, ki v sklopu osnovnega projekta niso bili upravičeni do sofinanciranja. V mesecu januarju letošnjega leta se je začel izvajati projekt gradnje optičnega omrežja tudi v Žičah. Omrežje je v dolžini okoli 15 km in ima 120 naročnikov. Gradnja se je izvajala preko javno-zasebnega partnerstva. Projekt v skupni višini okoli 108 tisoč evrov so financirali GVO d.o.o., ki je prispeval skoraj polovico sredstev, preostanek pa krajani Žič za hišne priključke in občina Slovenske Konjice, kjer gre za dvoletno sofinanciranje v višini 33.600 evrov. Za uvoden pozdrav ob uradni predaji optičnega omrežja v uporabo prosim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, ko sem slušal tale uvod v današnjo slovesnost, sem se takoj spomnil, da smo pred 12-13 leti se tako strahom pogovarjali, kaj to sploh optika je, niti vedeli nismo, o čem se pogovarjamo, ampak smo rekli, bomo mi to optiko napeljali v naših krajih. In sicer ta javno-zasebno partnerstvo s podjetjem GVO, ki res sega v leto 2010-2012, ko smo začeli v resnici graditi, ima še enega predhodnika. Skupaj s plinifikacijo mesta Konjice in okolice je bilo položenih približno 21 km prvih optičnih vlaken v naši občini. In seveda s tole nadgradnjo s podjetjem GVO pa smo položili približno 140 km takrat v sklopu te pogodbe. V resnici nam je pa nekaj naselij izpadlo iz tega projekta, ker so bili pač takšni kriteriji, mislim, da se je takrat imenovalo Ministrstvo za znanost in tehnologijo, nekaj podobnega. Govorili smo o belih lisah in Žiče niso bile bele lise, niti siva lisa, tako da smo potem že takrat si zadali, da bo teh nekaj naselij pa ob prvi priložnosti tudi dočakalo optiko. In Žiče so prvo naselje med temi, ki so takrat pri prvotnem projektu izpadli. Seveda je pa tu potrebno pohvaliti v prvi vrsti krajevno skupnost, vašega predsednika in pa vse zainteresirane. Ker če ne bi bilo interesa, potem seveda podjetje GVO se ne bi odločilo za takšen projekt. In izjemno sem vesel, da smo danes prišli do te točke, ko lahko rečemo, da so tisto takrat za naše predstave napako, drugi so trdili, da so kriteriji takšni, pa ne popravili in s tem izenačili naselje Žiče z ostalimi deli občine, kjer pa optiko seveda že nekaj let imamo. Mogoče samo še napoved v kratkem, še v tem poletju se bo podoben projekt, precej manjši kot žiški, pa izvedel v Spodnjih Lažah, tako da bomo res te bele lise v celoti odpravili po celotni občini in s tem seveda dali predpogoj za vključevanje v današnje tehnologije, ki pa so v prvi vrsti
pomembne za mlajšo generacijo, tudi za ljudi, ko ste jih imeli recimo zdaj na sprejemu odličnjake z gimnazije Slovenske Konjice, tudi oni bodo lažje našli možnost zaposlitve, možnost dela in tudi življenja, če bomo tehnološko jim nudili tiste pogoje, kar jim tudi drugi nudijo. Ob tem bi se rad zahvalil še najprej vsem vam, ki ste nekako ta soglasja za prekope, vsi vemo, kako se lahko zakomplicirajo te stvari v današnjem pravnem redu, z velikim veseljem omogočili prekope. Direktorju GVO-ja, gospodu Borutu Radiju, s katerim, mislim, da kakšne 4 leta, zelo korektno sodelujemo. V začetku smo imeli nekaj starih kartin za zgladi, danes pa stvari tečejo vzorno in pa seveda tudi njegovim sodelavcem. Na naši občinski upravi pa tisti, ki je bil kriv za vse in tudi zaslužen, Andraž Mlaker, ki nekoliko drugače razume kot optiko, kot naše sive glave. Tako da hvala lepa vsem in verjamem, da bomo ob takšnem vzdušju uspešni tudi marsikje drugje, da bomo dali ljudem tiste možnosti, ki jih potrebujejo in ki si jih tudi zaslužijo v naše skupno zadovoljstvo. Iskrene čestitke Žičanom, s pridom uporabljate ne samo za gledanje televizije, tudi za kakšen posel in verjamem, da bo zadovoljstvo, ko boste spoznali te prednosti, bistveno večje. Vse dobro vam želim in se veselim naših naslednjih skupnih in uspešnih projektov. Love it when
Malani Ganziti, devetošolki iz osnovne šole Loče, tudi učenki solopetja na glasbeni šoli Slovenske Konjice. In seveda hvala županu za uvodne besede. Najbolj veseli nove pridobitve pa so danes zagotovo krajani Žič, tisti, ki jim je izgradnja optičnega omrežja tudi namenjena. Lep pozdrav namenjam Jožetu Satlerju, predsedniku Krajevne skupnosti Žiče, ki ga prosim za besedo. Spoštovani zbrani, en lep pozdrav tu strani Krajevne skupnosti in pa tudi v mojem imenu. Kar več prioritet in razvojnih ambicij ima Krajevna skupnost Žiče. Zdaj bom rekel, prva potaka je skrb za varnost naših pešcev, ki se gibljajo v te komunikacije, ker vemo, da čez vas teče cesta državnega reda, ki je zelo prometna. In smo zelo veseli naslednjega leta, ko pričakujemo investicijski cikl izgradnje pločnika na zgornjem delu vasi. Torej, to bo ena taka stvar. Seveda, pa ker živimo v 21. stoletju, so eno prioritete, drugo so potrebe modernega časa. Zato sem izredno vesel, da je župan držal obljubo, ki je dal pred leti, da bomo prva krajevna skupnost za tistimi, ki je bilo pač dano tisto, kar je že prej tudi župan omenjal. Seveda, na tem mestu bi se zahvalil občini županu, občinskim svetnikom, ki so v proračunu podprli tudi to postavko, investicijo na tem segmentu, ko je bila omenjena. Seveda, ne bom mimo tega, da se ne bi iskreno zahvalil Andražu Makarju, strokovnemu sodelavcu z občine, ki je vse skozi bil optimist in bom rekel, da smo skupaj naredili prve korake in potem tudi nadaljne, pač da je prišlo do tega, čega se danes veselimo. Seveda, to je podjetje GVO, ki je bilo pogodbeni partner, tudi brez investitorjev, so investitorje ne gre. In pa ne nazadnje, spoštovane krajanke in krajani, tudi vam gre izredno pomembna, bom rekel, zahvala, saj na eni strani je bila pobuda. To je lahko dovolj, ni pa vse. Morajo biti tudi interesenti. Kajti 21. stoletje ima tudi svoje, pa druge strani. Če dalje bolj se zavedamo svojega katastra. Izpostavljeno je že to bilo in spoštovane krajanke in krajani na tem mestu res hvala, da je ta vzajemnost naredila tisto, kaj je bilo. Danes je že pravzaprav 95% te infrastrukture zgrajene, čaka na še neki bolj udaljenih delov, se pravi ta sotenski del. In jaz sem prepričan, da s tako dinamiko bomo tudi to naredili. Seveda, mogoče ste pričakovali, da bo to šlo kar v dan za jutri. Ravno zaradi tega, ker smo vse povsod upoštevali mnenja ljudi, se nismo držali strogo tistega projekta, ki je bil narejen, in na koncu smo rekli, dajmo mogoče malo del graditi, pa bomo na koncu vsi veseli. Seveda, jaz se na tem mestu želim, da bi tudi investitor in pa izvajalec za seboj postil tisto, kar 21. stoletje narekuje. Torej, da bomo na koncu vsi zadovoljni, da bo ti jarki poglihani in pa da bo čim boljši signal. Seveda nisem namenoma spustil, se moram zahvaliti tudi Rajškadeju, predstavniku GVO-ja, ki je pravzaprav tehnični koordinator vsega tega. In se mi zdi, da je Žiče, predvsem pa Žičane, kar dobro spoznal. Bolj ve na pamet hišne številke, ko jaz sem, kakorkoli, splača se. Tako da vsem skupaj še enkrat lepa hvala in se veselimo čim boljšega signala in čim več priključkov, čim prej, ker tudi pogodbene zaveze so vzali, tako da bo na koncu vse tisto, kar mora biti. Hvala še enkrat, pa lep dan naprej. Hvala tudi vam, predsednik Krajevne skupnosti Žiče. V nadaljevanju pa za besedo prosim Boruta Radja, direktorja družbe GVO d.o.o., ki je izvajala izgradnjo omrežja in prisluhnila potrebam krajanov in hkrati našim občanom. Izvolite. Dobar dan še v mojem imenu, spoštovane dame in gospodje, prekrasne slike. Prekrasna pokrajina in ena od stvari, ki jo upam, da prenaša to omrežje, ki ga bomo zdaj predajali v uporabo, je to, da mlajša generacija, ki vedno bolj množično odhaja čez mejo v svet, da bo ostala doma, da bomo še imeli stresničke tam gora, da si bo tukaj našli službo, da si bo lahko ustvarjati dom in družino. To je ena pomembnih prednosti, ki jih imamo s tem omrežjem. Pred 4 leti, oziroma tako bom rekel, pred 4 leti in 5 dnevi, smo imeli podobno stvar v Ločah, v osnovni šoli, ko smo predajali v uporabi optično omrežje v Konjicah. Takrat smo nekako zgradili
jaz bom rekel, avtocesto. In danes odpiramo, prodajamo uporabi priključek na to avtocesto. To omrežje ima nekaj pomembnih stvari, ali pa pomembnih lastnosti, ki se mi zdi, da so pomembne, da se jih zavedate. Tehnično, optično omrežje nima omejitev. Edina omejitev je tehnična, sposobnost operaterjev, da ponudijo paket. Kar pomeni, da ob napredku, v večjih zahtevah, mreže ne bo povezano. Druga pomembna stvar je, tako po domače, optično mreže ni občutljivo na srednje, na atmosferske motnje. Kar pomeni, da bo bistveno manj pregorjenih televizij, modemov in ostalih računalnikov. Tretja stvar je ta, da je mreže po svoji osnovi odprto, kar pomeni, da na tem omrežju lahko prodajajo ali pa ponujajo svoje storitve katerikoli operater v Sloveniji. V naslednjih dneh bodo vsi operaterji v Sloveniji dobili vaše naslove in takrat lahko pa pričakujete, da se bo začela nekako želja pa borba za pridobivanje uporabnikov. To pa je za uporabnika prednost, saj več kot je operaterjev, ki ponuja svoje storitve, večja je konkurenca, boljša je končna storitev za samega uporabnika. Tudi z moje strani, tako kot z ostalih, iskrena hvala vsem ekipi na občini, Draž, Župan, krajevni skupnosti in pa predvsem občanom Žič, ker brez njihove sodelovanja mislim, da zadeva bi bila predvsem težje izvedljiva, predvsem pri teh gradbenih posegih, kjer smo žal morali malo kopati, ampak ne nazadnje rezultat je prav. Jaz verjamem, da vam bo to omrežje še dolgo služil, tako kot mora in ja, hvala še enkrat. Pred nami pa je že blagoslov optičnega omrežja v Žičah. Za blagoslov prosim Marjana Veternika, župnika v Žičah. Izvolite. Teda lep pozdrav. Župan me je pred nekaj dnevi, rekel, pridi blagosloviti optično mrežje, ker tam po tistem se veliko greha širi. To je res, ampak tudi veliko dobrega. Tako da potem sem se predstavljal, da bo to kako vozlišče, kaj je kakšno marca, vidim tega nič ni, da je to potem bolj virtualni blagoslov, če ga rečem v današnjem jeziku, in bo bolj pomemben kot to je blagoslov ljudi. Vse to je pa tisto, vas vse, da bi to optično omrežje pametno uporabljali, predvsem za to gre. Molimo vsemogočni Bog, človeku si da možnost, da je odkril številne skrivnosti tvojega stvarstva in izumil čudovite naprave. Hvaležni za ta dar te prosimo, blagoslovi to optično omrežje, z njihovo močjo naj širimo v svetu resnico, slavimo tvojo modrost, spodbujamo k dobrim delom, prinašamo veselje in pospešujemo mir po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, blagoslovi na nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru in slavimo Gospoda. Z blagoslovom je optično omrežje v Žičah tudi uradno predano uporabnikom. Naj uspešno služi svojemu namenu. Vabljeni na zdravico in srečno.